Jaz vas lepo pozdravljam na začetku tega mojega pričevanja. Tema, o kateri želim spregovoriti, je napojiti žejne. In to se mi zdi res en tak pomenljiv pomen, ne samo zdaj v tem postnem času, ampak tudi sicer v našem vsakdanjem življenju. Moje ime je Mitja, sem zdravljeni odvisnik in v bistvu je moja življenjska zgodba zelo podobna zgodbam mladih, ki se zaradi najrazličnejših odvisnosti zdravijo v skupnosti Črnakono, v kateri sem pripadal tudi sam, ali pa v katerikoli drugi skupnosti. Prihajam iz ene razbite družine, starša sta se ločila zelo zgodaj in prva leta svojega življenja sem preživel pri babici. V tem času se je mama ponovno poročila, si na novo ustvarila družino in takrat se je tudi odločila, da me vzame k sebi. Vendar jaz v tej njeni novi družini nekako nisem našel prostora pod soncem, ker se nisem počutil sprejetega in tudi ne ljubljenega. To je v moje življenje zarezalo globoke rane. Kot otrok sem bil poln strahov, poln nemira, poln kompleksov, ki sem jih nosil globoko v sebi in o katerih se nisem pogovarjal niti s svojimi starši in kasneje tudi s svojimi prijatelji. Moja mama je mislila, da je z menoj nekaj zelo narobe in v pogovoru z mojo predšolsko psihologinjo se je odločila, da začnem jemati ene zelo močne tablete, psihofarmake, ki se imenujejo Ritalin. In ko pogledam v bistvu nazaj v to svoje otroštvo, lahko jasno vidim, kako se je v meni tlakovala pot za mojo kasnejšo odvisnost od drog, ki me je spremljala dobršen del mojega življenja. V svojih notranjih stiskah sem se začel zatekati v družbo starejših vrstnikov, kateri so že imeli izkušnjo z alkoholom, s cigaretami in pa z lahkimi drogami. In takrat so se začele tudi večje težave doma, v šoli in pa tudi z zakonom. Zato sta se moja starša v soglasju z mojo socialno delavko odločila, da me oddata v vzgojne zavode, se pravi v popravne domove. Za popravne domove lahko rečem, da zagotovo niso ena okolica, ki bi spodbudno vplivala na razvoj enega mladega človeka. Po daljšem obdobju bivanja v teh domovih sem se v soglasju s svojimi vzgojitelji odločil, da nadaljujem šolanjem, ki sem ga prej zapustil. Šolo mi je z velikimi težavami tudi uspelo dokončati. Spominjam se obdobja, ko sem zaključeval šolanje, ker je to čas, ko je na vrata mojega življenja potrkal še heroin, ki je bil pika na i in pa začetek enega naglega padca navzdol, ker sem bil fant popolnoma brez vrednot v sebi in brez hrbtenice in kot tak nisem bil v stanju drogi reči ne. Lahko rečem, da je imel heroin z mano zares lahko delo. Po človeško gledano sem se dotaknil samega dna. Zadnja 3 leta, preden sem vstopil v skupnost Črnakolo, sem preživel na ulici kot klošar in mislil sem, da je namen mojega življenja ta, da končam kot večina mojih prijateljev z injekcijo v roki. Takrat pa se mi je zgodila ena stvar, ki sem jo poimenoval slučaj, danes pa pravim poseg božjega usmiljenja, ki mi je na pot pripeljal eno dekle, eno punco, ki je danes tudi moja žena. In ona mi je predlagala zdravljenje v skupnosti Črnakono. Jaz te skupnosti nisem poznal, ampak to je bila pač 3. zima, ki sem jo preživljal od zunaj na ulici. Bil sem v bistvu čisto na robu eksistenčnega, življenja. In bilo mi je kristalno jasno, da 3. zime od zunaj več ne bom zmogel preživeti. Tako sem mislil sam pri sebi, da bi vstopil v skupnost, kjer bi si fizično pomogel, se vrnil nazaj in nadaljeval svojim starim načinom življenja. Ampak stvari niso stekle tako, kot sem si jih predstavljal jaz, ampak kot si jih je zamislil dobri Bog. In dobri Bog si je zamislil stvari tako, da sem vstopil v skupnost in da sem tudi vztrajal v njej. Pot skozi skupnost je bila zame, lahko rečem, zadosti težavna. Bilo je potrebno veliko znoja in solz. Bilo je potrebno veliko truda in napora, bilo je potrebno veliko žrtve in odrekanja, bilo je potrebno veliko molitve in predvsem neskončno božje usmiljenje,
zato da sem zmogel sleči starega človeka, da sem lahko odložil drogo, da sem lahko zapustil ulico, ki je postala način mojega življenja, ki je postala način mojega razmišljanja. In vse to se je zgodilo v skupnosti. Živeti v skupnosti pomeni biti na razpolago vsem bratom in sestram, ki so potrebni tvoje pomoči. In to je gotovo ena izmed nalog, ki naj bi nas, kristjane, zadevala ne samo v temu postnemu času, ampak v našemu vsakdanjemu življenju. Lahko rečem, da Boga nikdar nisem poznal, za Jezusovo usmiljenje nikdar nisem vedel. Vse moje poti so vodile v popolnoma drugačno smer. Poslušal sem rock glasbo in se drogiral. Verjel sem v Jima Morrisona, ki je govoril: drogiraj se, prihodnost je negotova in konec je zmeri blizu. Verjel sem v Kurta Cobaina, ki je govoril: sovražim se in hočem umreti. Skozi moje življenje so se vrstile najrazličnejše inštitucije, popravni domovi, vzgojitelji, psihologi, psihiatri, terapevti, in za vse njih sem bil zaključen primer. Za vse njih sem bil zavožen primer. Za vse njih sem bil brezupen primer. Potem, čisto na koncu vsega, je na vrata mojega srca potrkal Gospod. Odprl sem mu vrata svojega življenja, da je lahko vstopil, da je lahko v meni spreminjal vse tisto, kar je pri ljudeh nemogoče spremeniti. Edini Jezus se ni ustrašil mojega življenja. Edino Jezusa ni bilo strah vzeti vse umazanije mojega življenja v svoje roke in ga popolnoma spremeniti. Edini Jezus, križani in stari Gospod, zmore ozdravljati rane naših src, zmore ozdravljati rane naših življenj. Edini Jezus zmore dvigati iz revščine greha. Edini Jezus zmore darovati svobodo in dostojanstvo Božjih otrok. In edini Jezus je absoluten odgovor na vsako vprašanje človekovega srca. Hvala.